Čeprav so temperature v tem času še nekoliko visoke za ta letni čas, se v zraku že čuti jesenski duh, ki pride najbolj do izraza z vonjem po kostanjih. Pred vrati so tudi številni družabni dogodki na prostem, ki seboj prinašajo povečano število uličnih prodajalcev. Najprej smo stopili do hišice s kostanji, kjer jim očitno gre dobro, saj nam gospod Zalija, ki kostanje prodaja že 30 let, pove, da ima njegovo podjetje 4 zaposlene osebe. Preverili smo, kako je s prodajo v primerjavi s prejšnjimi leti in kje kostanje dobijo. Tu v Mariboru je skoraj enako. Vsako leto rečemo 10% razlike gor ali pa dol. Mi odkupujemo kostanj, ne naberemo. To po mojem naše stranke, ko dolgo leta sodelujemo. Haloški kostanj pa pohorski kostanj. To je bilo letos, je konec s kostanjem, ker je bila tista pozeba, ko je bilo spomladi. Zdaj pa pečemo italijanskega kostanja. Naslednja stojnica, ki smo jo obiskali, ponuja domače mesne izdelke. Če je bila do sedaj tukaj postavljena vsako sredo in petek zaradi tržnice na Trgu Svobode, bo v novembru lahko vsak dan od ponedeljka do sobote. Tudi gospa Marija, ki je na tem mestu že 6. leto, je s prodajo precej zadovoljna. Prodaja je zelo dobra, naši izdelki so vse domače, to so domače pujče, imamo vse izdelke, doma delamo sami. Ja. Prodaja je pa enkratna. Ljudje se navadijo na nas, ja, izdelki so dobri in vse gre. Uspešnost prodaje je zagotovo pogojena z lokacijo same stojnice, verjetno pa tudi z nasmejanim, zadovoljnim obrazom prodajalcev. Na drugem koncu mesta je namreč zgodba nekoliko drugačna. Prejšnje leto je bilo boljše, ker so ljudje malo več denarja imeli, meni se je zdelo vse boljše. Zdaj pa je res slabo. Jaz cel dan tu sedim, od 7 pa do 5, če te šli, boste me videli tu. Noče pa ne moram položnic plačati. In koliko recimo zaslužite na dan? Včasih še niti kot da bi za avtobus ali pa to, da pač pokliče, da nekdo pride po mene. Je in pa nič te niti ne uplam kosila, zdaj tam notri ne. Nekoliko nezadovoljna gospa Betka še pove, da ima z mestno občino Maribor dobre odnose in urejene vse potrebne papirje. Lokalna oblast namreč bdi nad ulično prodajo, postopek pa ni zapleten. Papirologije ni dosti, torej zdaj, če je v okviru prireditve, to uredijo z organizatorom, torej organizator vse uredi. Organizator se določi na podlagi sklepa, ki ga podpiše župan. Če pa gre na primer za promocijo, kjer en sam svojo promovira, torej tudi da ni v času, ko ima snaga svoje tržne dneve, pa se izpolni vloga. Torej na podlagi vloge se izpolni, kje želi imeti. Mi preverimo, če gre sploh za javno površino, ker tudi pošiljajo vloge za površine, ki niso javne. Na nejavnih površinah, ki niso v lasti mestne občine Maribor, mi ne smemo sklepati pogodb. Torej, če je javna površina, se pripravi postopek, pa traja 7 dni. Na tem področju pa se v prihodnosti obeta tudi zanimiva sprememba, ki je bodo še posebej veseli tisti, ki imajo poslovne lokale. Tako da bo mestna občina Maribor tudi pomagala tem, ki imajo poslovne lokale, ker do zdaj je bilo tako, da če postavi pred lokal torej neko polico za prodajo knjig, na primer, ali pa apano, je potrebno skleniti pogodbo in se plača. Torej s predlogom spremembe odloka bomo predlagali mestnemu svetu, da bi bilo do 1 kvadratnega metra to brezplačno. To pomeni, še vedno bojo dobili pogodbo. Pogodba je potrebna zaradi tega, da se v pogodbi določijo pogoji, kje stoji, kako stoji, da ne vsakdo na primer v območju za pešce to postavi po lastnem preudarku, ker potem apano stoji sredi Gosposke ulice. Potencialnih kupcev izdelkov, ki se prodajajo na ulicah, bo v prihodnjih 2 tednih gotovo več. Pred vrati je tudi 11. november, Martinovo, ko je v mestu bolj živahno z vrhuncem velikim martinovanjem na prostem. No, pa tudi do božično-novoletnih praznikov ni več tako zelo daleč.